V Novi Sloveniji ugotavljamo, da je Slovenija v gospodarski, finančni, politični, moralni krizi, krizi družine in krizi vrednot. Zagotovo je izvor vseh teh kriz, ki smo jim zdaj priča, kriza vrednot. In zaradi tega se naši državljani čutijo ogrožene, čutijo, da niso več varni, čutijo velikokrat tudi jezo in nezadovoljstvo. Nezadovoljstvo tudi narašča. V Novi Sloveniji se sprašujemo, kaj narediti. In zato smo se odločili, da sprožimo razpravo po celi Sloveniji o krizi vrednot, o vrednotah. In to razpravo smo poimenovali Zbor za vrednote. K razpravi bomo povabili tako ugledne osebnosti, strokovnjake in pa seveda državljane, ne glede na politično barvo, civilno iniciativo, vse z namenom, da pravzaprav slišimo skrbi državljanov in da poskušamo nekaj narediti, da bo v Sloveniji več vrednot. Nažalost ugotavljamo, da peščica vplivnih posameznikov v Sloveniji v političnih in gospodarskih krogih zavestno uničuje sleherne vrednote, ki pa so za obstoj in za razvoj posameznika in naroda nujno potrebne. In potrebno je, da odločno naredimo temu konec. Torej, Nova Slovenija želi sprožiti razpravo po vsej Sloveniji, kakšno državo, kakšno Slovenijo si želimo. In na zborih bomo podpisali tudi skupno izjavo, ki jo bomo potem posredovali civilni družbi, nevladnim, vladnim organizacijam in inštitucijam in jih pozvali k konkretnim ukrepom za Slovenijo, ki spoštuje in živi vrednote. Vsaka demokratična država potrebuje vrednote, da lahko preživi. Totalitarni režimi delajo to z nasiljem, delajo z represijo, imajo prisilna sredstva. V demokratični družbi pa so vrednote potrebne za obstoj, za preživetje, za varnost neke države. Prvi zbor za vrednote bo v Ljubljani 11. marca, potem bomo nadaljevali z razpravami zbori po celi Sloveniji.